Mi pa smo obiskali tudi zeleno trgovino v hali A ljubljanskega BTC-ja. Zanimalo nas je nekaj več o ekoloških materialih posteljnine in o tem, kaj lahko še vpliva na naše spanje, dobro počutje in zdravje. Sandra, kakšen vpliv ima kakovostna posteljnina na naše kvalitetno spanje? V posteljnini oziroma v ekološki posteljnini je bilo že kar precej govora. Predvsem manj oziroma nič se ne govori o ležiščih, ki definitivno najbolj vplivajo na kvaliteto spanja. Najbolj naravno bi zagotovo bilo spati na slami oziroma na materialih, ki so jih poznali naši predniki oziroma starši. A vedeti moramo, da je narava dela v tem času precej drugačna kot v preteklosti. To pomeni, da je posameznik dosti bolj psihično utrujen kot fizično. Zaradi tega še bolj potrebujemo ležišče, ki nas čim hitreje popelje v spanec. To predvsem zaradi dejstva, ker je globok spanec, takrat, ko se telo najbolj obnavlja, najbolj učinkovit prav do polnoči. Neprimerno ležišče lahko v tem primeru ustvari dvojno škodo. Zaradi neprespanosti trpijo ti obnovitveni procesi telesa, obenem pa kljub razstrupljanju telesa za zdravo prehrano, spanjem na ležišču obdelanem s kemikalijami, te preko kože in preko dihal ponovno vstopajo v naše telo. Zakaj pa so ekološki materiali tudi pri spanju najbolj pomembni? Ob izrazu ekološki najprej pomislimo na visoko ceno izdelka. Deloma je to seveda res. Posteljnina iz ekološkega bombaža je v primerjavi z nizkimi cenami konvencionalnega bombaža, bombažnih izdelkov razmeroma draga. Ni pa nič dražja od modnih blagovnih znamk, ki imajo visoko ceno in prav nobenega razloga za to. Pri ležiščih pa je nekoliko drugače. Cene naših ležišč so v nekaterih primerih celo nižje od izdelkov blagovnih znamk, ki že vrsto let prevladujejo na slovenskem trgu. Cene, ki jih nudimo, so zaradi kratkih poti in tudi malo posrednikov v bistvu lahko nekoliko ugodnejše. Te kratke poti so recimo iz Gvatemale, kjer se kavčuk pridobiva, do Belgije in nato do Slovenije, kjer poteka končna proizvodnja teh izdelkov. Res pa je, da so na tem področju tudi nekateri konvencionalni izdelki v Sloveniji absolutno precenjeni. Bolj kot sami materiali so problematične obdelave le-teh. Materiali niso več takšni, kot so bili nekoč, in vsako leto bo definitivno huje. Največji porast v letu 2014 napoveduje prav spojini formaldehid, ki je tudi dokazano rakotvorna. Poleg formaldehida, ki se nanaša na tkanine proti krčanju in mečkanju, se za zaščito proti pršicam uporabljajo insekticidi. Glavna sestavina poliestra je etilen glikol, ki lahko povzroči tudi okvaro ledvic in živčnega sistema. A tudi naravni materiali v bistvu niso več to, kar so nekoč bili. Konvencionalni bombaž je poln herbicidov, toksinov, pesticidov. Te osnovi povzročajo poleg prekomernega potenja tudi alergijske odzive kože, občutek prehlajenosti, težko dihanje. To je v bistvu tisto, kar občutimo trenutno, na dolgi rok so pa lahko posledice še hujše. Tako da glavni povzročitelj, glavni sovražnik v postelji že dolgo ni več pršica, ampak te škodljive kemikalije. Sandra, prav vsi izdelki v vaši zeleni trgovini so prijazni do narave, kaj ne? Ja, tako je. So prijazni do narave, neškodljivi za živali, najbolj pa definitivno zdravi in naravni tudi za ljudi. Izbiramo le takšne, za katere vemo, kje so narejeni in kako celoten proces vpliva na okolje in na družbo. Omenim naj, da je približno 70% vseh izdelkov narejenih tudi znotraj pravične trgovine. Tako na primer ekološki bombaž, to podjetje, ki izdeluje ta ekološki bombaž, posteljnino in te brisače, ki jih imamo v trgovini. Znotraj tega projekta v Ugandi živi preko 50.000 ljudi. Imamo tudi izdelke iz pravične trgovine v Sloveniji. Potem tudi recimo to podjetje, ki v Belgiji, ki izdeluje ležišča, ne samo da v Gvatemali sodeluje znotraj z Rainforest organizacijo, ampak tudi v Belgiji so ena prvih podjetij, ki so naredili proizvodnjo popolnoma po sistemu zaprte zanke. To pomeni, da se niti kaplja odpadne vode ne gre v kanalizacijo in niti kaplja pitne vode se ne porabi v industrijske namene.
Ste še mladi, v jeseni pripravljate praznovanje za drugi rojstni dan. Tako je, že lansko leto smo v sodelovanju z družbo BTC in z temi poslovni partnerji, ki imajo izdelke v naši trgovini, priredili zeleno druženje z namenom, kjer smo preko praktičnih delavnic osveščali oziroma spominjali ljudi, kako se odgovorno obnašati do lastnega zdravja, do okolja, to je narava in živali in do soljudi. Za konec pa samo še to, Sandra, kdo lahko postane član vašega ekokluba in kakšne ugodnosti ima? Vedno bolj spoznavamo, da ima sodobni način življenja poleg prednosti tudi številne slabosti. Nakupovalni centri so tako brez duše pristnega človeškega stika ter polni neke navidezne pestrosti in kakovosti. Ekoklub je nastal prav zaradi tega kot neka alternativa tej sodobni potrošniški družbi. V njem nas je do sedaj združenih 22 preverjenih podjetij iz različnih dejavnosti. Tukaj merilo niso neke visoke številke na bančnem računu, ampak poštenost, srčnost in ekološka naravnanost. Član ekokluba pa lahko postane v bistvu vsak, ki ima neke podobne vrednote, kot jih imamo mi. Moram reči, da od teh članov ekokluba je vsak dan več in te člani kluba lahko pri vseh teh naših dosedanjih partnerjih in tudi se v bistvu novi vključujejo, koristijo neke posebne ugodnosti.